Spoštovane tete in strici. Tako dobro zgleda tam vzgor. Ja, če povem po pravici, si štejem tole v veliko čast, da vam predstavim starega znanca, da Miho predstav. Miha, živijo. Živijo, pa prav tremo imam, sej te tremo. Veš, da imam jaz tudi tremo. Okay, Moram priznati, da sem malo z forme, ampak pa tako ful sva se pripravljala, ne. Mi da so dvakrat prebavila celo kosilo. Ja. In Skratka, govorila o vsem mogočem. Govorila o vsem mogočem, razen o tem, o čemer naj bi zdaj le govorila. Mogoče, če začneva z mamami, ne. Zakaj so nam dale mame ime Miha? To je skratka najbolj butasto ime za sklanjati na tem svetu. Zakaj si ga ti dobil, Miha? Jaz ne vem, se moja mama tam le sedi, da ne bom kaj narobe povedal, ampak se mi zdi, če se ne motim, pa lahko mama pokima, je bil bolj pokojni fotor odgovoren za to. Ja, mama je pokimala, skratka, transfer odgovornosti v onostranstvo, zdaj pa ti povej. Mene pa stara mama poimenovala v principu, ne. Ponad Angelu bi rekel, ne. Ponad Angelu. Ker dober iz 2 knjig poznam tvojo staro mamo. Ampak, okej, še preden začneva, a veš, kako se čak malo, v mestniku sklanja Mihači dvojina, ne? Tako lep večer je bil, tako prijeten. O Mihah, ja, o Mihah pa Mihih, in sem šel prav na Frana preveriti, in to drži, ampak bova drugič o tem. Greva k naslovu, skratka, predstavljava tvojo knjigo osebno, ki je v resnici tretja v tej nekako zelo osebni trilogiji, ne. Ampak ves čas, ko sem dobil knjigo, se mi je zdel ta naslov tako blazno neposrečeno posrečen, da sem rekel, Miha ima ziher nekaj za bregom, ne. Da tak mojster besede tuhta, tako sem si ti predstavljal, kako piješ en tak čaj, pa tuhtaš, daš pa pol naslov kot Damjan Murko, ne. Osebno. Nek kognitivni trik voham, ne. Ni ga bilo, ampak dejansko je bilo knjigo lažje napisati, kakor naslov najdeti, no. Res. Ampak tako zelo enostaven, no. Meni bo pa prav všeč, ko sem se do njega dokopal. Ne, se meni tudi všeč, tako perverzno super odkritje, ne. Ni pa isto, veš, kad Damjan ima koledarje, to je pa vse ni, ne. No, hvala za odlično iztočnico, ne, ker pravzaprav sem te v nadaljevanju hotel vprašati, jaz sem se želel sklicevati tukaj na Instagram, a kakšna je po resnici razlika, ne. Glede na to sem tudi jaz napisal eno knjigo, ki je bila tudi zelo osebna, pa je bila precej dobro sprejeta, pa se mi zdi, da je to precej popularen žanr zadnje čase, en tak Instagram za sapioseksualce ali pa sapioseksualke, ne. Čak, ne vem, če šteka, kaj vprašanje se skriva. Ja, ne, Zakaj so osebne knjige popularne? Ja, mogoče zakaj so osebne knjige popularne, pa zakaj jih sploh pisati, ne? Ja, to je malo komplicirano. Okej, greva nazaj. Ne, dej, zakaj, a veš, ti danes lahko poženeš ta chat GPT, pa mu rečeš, povej mi zgodbo, a veš, ja. In ti bo ta umetna inteligentnost povedala neko zgodbo. A veš, in v bistvu, jaz mislim, da se v literaturi zmeraj bolj, a veš, ljudje bomo hoteli osebno izkušnjo bolj, kakor zgodbo, no. Ampak se osebna izkušnja je na nek način tudi zgodba. Je, ampak jaz, a veš, svojo osebo garantiram, da sem skozi to šel, ne, a veš. In je zanimiv, ker je zdaj nam zatežil, ampak je temu chat GPT-ju rekel, napiš mi pesem, kot bi jo napisal Nick Cave, ne. In pa je padel ven komad, ko ga ben ne bi ločil od Nicka Cavea, mislim, od komada Nicka Cavea, ne. In je pa Nick Cave protestiral, da je to čist brez veze, ker obstaja temeljna razlika med tem, kar dela umetna inteligentnost, ko piše, med tem, kar dela on, ker umetna inteligentnost ne trpi za pisanje. A veš? In to je najslabši možni argument, kar ga je lahko kdorkoli potegnil. Če je edina razlika samo v tem, da je treba trpeti, ne? Zato, kar delaš, pa vse če nehamo. Ne? No, ampak je pa ena podstat osebnega pisanja trpljenje, ne?
Ne, najprej trpljenje, Mislim, pa je- potem napišeš nekaj. Ja, trpljenje, ampak je nek kliše o tem, da v resnici moraš najprej trpeti, da bi lahko nekaj napisal. Ne? Odvisno od kje, veš, to je pa zelo antropološko. Pogled, da je kreacija, sad trpljenja je zelo krščanski, to je Mediteran, a veš, krščanske dežele imajo to, da je treba trpeti. V Ameriki pa to je industrija v principu. A ne? Mislim, Stephen King se usedel vsak dan, 8 ur je pisal, zdaj se je upokojil, pa piše Samo on je samo še trpel, 4. ne? On je požrl kišto pera pa 5 gramov kokaina. Ne? Ja, ampak to Za zato, eno da je držal poglavje. ta ritem, Ja. veš, ne zato, da bi trpel, ampak zato, da je lahko vsak dan 8 ur tam sedel, ker nismo narejeni, da bo 8 ur več delal. Ampak znotraj literarnega miljeja sem pa tako razmišljal. Imaš recimo dva, bom rekel, ključna miljeja znotraj tega osebnega pisanja. En je ta gurujski pristop, ne, kjer človek reče, lejte, jaz pa obvladam vse trike življenja do potankosti in sem tako rekoč razsvetljen in zdaj vam bom solil pamet. To je pa drug klišej, ki reče, pa jaz sem pa v bistvu traumatiziran, pa zjeban, pa bom zdaj o tem napisal knjigo. Ne? Tudi sam sem se polotil, recimo jaz spadam v to drugo pleme. Ne? Ma jaz pa upam, da probam nekje vmes biti, a veš, nekako. Jaz blazno zaupam tem ljudem, ki dejansko, a veš, ti ponudijo čaroben odgovor. Tf, ne. A veš, jaz mislim, da a veš, sej star sem dost, ne, a veš, pa tudi, ok, plešas neka, fajn bi bilo, če bi oči siv, pa tako, pa puli črn do vratu, a veš, tako pa v zadje, in pa tako pogledaš in rečeš, drage dame, dragi gospodje, za izhod iz te situacije boste morali odpreti vrata. In vsi tako, wow, a veš, ker v bistvu, če to pogledaš, kar ti guruji ti podajajo, so, a veš, te osnovne stvari, moj problem je, in to mi je en kup literarnih agentov rekla, ameriških, da ne znam dost podcenjevati publike. No. Da ne znaš dosti podcenjevati. Ja, a veš, da pišem za zahtevne ljudi. No. To si enkrat v nekem intervjuju razlagal in si imel eno tako lepo prigodo ali pa analogijo z bugi ribo. Ne? Ja, a veš, najbogatejši Slovenci rado tako, da prodajajo bugi ribo. Jaz se to ne pa nikoli spomnil, ne. Sem videl, da to oni Kitajci prodajajo bugi ribo in mene ni prešilo. Fuck, to bom jaz kupil zdaj 2 milijona bugi rib, da bo v vsakem slovenskem stanovanju ena. Kar pomeni, da ljudi spoštujem v principu, a ne. Mogo vas prav zadničevati, da bi mi to prišlo čez pamet, ne. In pa bi obogatil, simpel je, no, res. Miha, zdaj med vrsticami si že na svete dala. Zdaj si ti nam med vrsticami povedal, da bi ti v resnici lahko napisal ful vele uspešnico za samo pomoč, ampak je ne. Ne, zato ker v resnici, a veš, zato ker to, da bi jaz tam neke rožce sadil pa lagal, gre kontra mojemu drilu, mojemu pavlovskemu refleksu iz otroštva. Jaz sem prvih 5 let tam pri stari mami, ona je videvala angele, pa hudiče, pa duše, pa vsi so se nekaj šetali. In meni je udarilo na to empirijo, razumeš, kaj je zdaj tle res, kaj pa tle ni res. Ne? A veš, ta obupen boj za realnost. Ne? A veš, in ne moreš napisati self-help priročnika popularnega, če imaš vse obupen boj za realnost. Ok, pa če si ob tem iskren. Ne? To No sej, ja, valjda. Ne. No, zdaj smo razrešili. Ne, ja. To sem te želel, glede na to, da si avtor fuljenih romanov, kjer noter nastopajo tudi čist ali pa bolj izmišljeni liki, kot si sam izmišljen v aktualnem romanu. Ne? S kom je lažje držati nek dramaturški lok? S sabo ali z izmišljenim likom? Ja, veš kaj, lik, ki se ga ti izmisliš in ostane celo pisanje isti, od začetka do konca, tle je nekaj narobe. No. A veš, tudi izmišljen lik te more presenetiti. Ne. A veš. Jaz sem to prvič se spomnim, se mi zgolj predavno, sem pisal nek roman, ki je bil nek tip, res, nek obsesivc, pa ne. In jaz tega obsesivca, kompulzivnega obsesivca, jaz to pišem in pa zalotem sebe, sem na sred noči vstajal in sem preveril, če vsi svinčniki so še tam poravnani. Tako, ne, a veš. In to je on, sem rekel, čakamo, to bo tudi on naredil, to on more narediti, a veš. Ker to je tako, na nek način je to zelo po moje, ko igralci eni. No. Veš, ko so pa spet različni, eni igralci grejo kot v industrijo, eni se pa blazno uživljajo, ne, a veš.
Totalno. In meni je, zdaj sem malo zašel, ampak nič Ne, hudega. ne, Se ne morete ven, se je tako poln, se ne morete ven. In meni je en najlepših prizorov vse te mitologije Hollywooda, ko sta skupaj v gledališki drami nastopale Liza Minnelli, pripadnica te generacije, da se je treba uživljati, ta Strasbergova šola. Blazno se ona uživlja, ne? Ona rab 2 ure pred nastopom in zdaj se ona uživlja v čustva. Ne? Išče poseb v koščke otroštva, da jih pripelje ven in zdaj bo ona tam zajokala. Ne? Ingrid Bergman, ki je tudi 2 ure tam prej, mora biti po pogodbi in bere cajtenge. Ne? In pa pride trenutek nastopa in Ingrid Bergman vzame torbico, odpre in not ima nasekano čebulo v Tupperwareu, se namažeš čebulo in gre na oder. Ne? In Liza Minnelli zelo, čakamo, Ingrid, one solze iz Casablanke, a to je čebula? In reče, ja, seveda, kva smo mislili? In joka zraven kadrš, še zmeram, čeprav vem, da je čebula tista navadna. Bravo, ne, ampak zdaj, če bi rekel, tvoje pisanje je pol bližje temu method actingu oziroma uživljanju, ne? Veš kaj, Kinky Friedman je en country pevc, avtor komada They don't make Jews like Jesus anymore. Recimo. In on prav, če s publiko nategnu, da si iskren, pojte ratalno. Ja. To je čudovita misel. V bistvu je, da. To je enemu štiklu izpev, ali je to povedal? Mislim, da je nekaj. Nekaj je on nehal, pa je šel neki kriminalki pisati. Ok, gremo naprej. Ne? Eni pravijo, da recimo pisanje oseb, ne eni pravijo, mogoče moja izkušnja na nek način taka, da je tudi ten del ene samoterapije. Ne? Dobro, se ti si napisal, a ne, so tudi zelo osebne knjige. Ne? Ja. Ok, povej mi. Meni se zdi, da ja. Ja. Mislim, samoterapija. Že to, da gre za neko rutino, kjer se ti pravzaprav samega sebe pripravaš, da ene fragmente pomembne svojega lastnega življenja skušaš v nek kontekst postavljati, se mi zdi, da je en zelo zanimiv drill, ki bi ga lahko terapeuti mogoče uporabljali. Ne se verjetno ga, ne, po mojem sem... Ker nekaj pa tudi, veš, ker si recimo ti v neki totalno preplavljen s čustvi, ali recimo bolečina, ne, če govori o trpljenju, ali pa se takrat ne moreš pisati. Ne, veš, to, da lahko pišeš o tem, že pomeni, da zelo malo distance, malo si se odmaknil, a veš, kar je že, si že na poti ven, no, v principu. Ne. A veš, zato, da bi pa, ne vem, tam sedel pa pisal neke, ne vem, blazne zapise, pa ne vem, če je samo po sebi terapevtsko, razen če ni zelo premišljeno to, no? A veš, da se probaš prebiti do dejstev. Na kak način? Mislim, ti je že kdo, a recimo že kakšen strokovnjak za človeško psiho prebral tvojo reč ali pa recimo otroštvo, pa sta diskutirala o tem? Ja, včeraj sem klical, če je bil gosten v podcastu psihoterapeutov o travmi, žrtve travme. Človek nekam preleze v življenju, pravzaprav. Včeraj so te klicali? Ja. A sta bile to 2 punci delali? Da. No, tebe so tudi klicali. Je! Bravo. V torek sem zmenjen. Moja travma je za en dan večja od njegove. Sam pripominja. Ok, greš k temu, kak odnos vzpostavlja tako delo med tabo pa med bralko oziroma bralcem? Ja. Mislim, glede na to, da si mojster žanra, kaj tisto, na kar, zdaj, če lahko kako obrtni trik izdaš, igraš tukaj na istovetenje, a gre za neko implicitno tolažbo, ne, glej, nisem sam, tudi on je zjeban, pa je tako fejst. A gre za priporočilo, da naj vsakdo to naredi? Ne vem, zdaj,
Za prvo svojo knjigo, ki sem mu kakšno besedo za oblikovanje, sem dal Freda Astera na platnico. Jaz se spomnim en posnetek, mislim, da traja 12 minut v enem posnetku. Ne. Fred Astaire pleše, 12 minut pleše in ni kapljice znoja ni nikjer. Ne. In zdaj vi to gledate in si mislite, da je to pa easy, ne? Mislim, bom jaz tudi. Ne. Ampak v resnici pa pomeni, da je bil peklensko natreniran, da je 12 minut tega plesa brez napake zdržal. To doskrat slišite. Ne. Redkaj vam povejo, da je z njemu plesala Ginger Rogers, ki delala vse isto, samo rikverc. Tako da je to... Ampak, in to je bil moj ideal zmeram, ne. Da vzameš nekaj, kar je globoko osebno in lahko tudi globoko boleče. Pa to spedelaš kot Fred Astaire. Da napadeš, da je hkrati izbalansiran in strukturiran, in da vse. In tle ta knjiga, jaz mislim, da sem 2/3 te knjige odrezal ven. Ker jaz pišem tako, čim več, čim hitreje. Pa reži. Mislim, 2/3 sem odmetal ven, zato ker sem hotel res ritem, da se bere kot šus. Hotel sem Freda Astera, ki pleše. In se bere kot šus. Mislim, da se. Sem že takrat komentiral, da sem dejansko požrl na dušek, tako da priporočam vsem, ki še niste, pa da ne bi bili preveč, zdaj en tak spoiler alert, da ne bom špil Frderber, ki bo malo Sabina nadaljevala. Skratka, zgodba je taka, Miha, da zapusti punca in to. Če ni to državni rekord, ne vem, upam, 6-krat zapored, sem prav? 6-krat zapored. Mislim, da je, Miha hkrati... Ista. Isto dokler. Miha hkrati ugotovi, da je vse narobe z njim. Obupa nad stroko, gre na Facebook, kjer, bom rekel, dobi en tak cvetober na svetu, kaj naj naredi, da naj zaužije halucinogeni DMT, da ne gre na špancir po Žerjavci. Ja, pa kamino hoditi. Da ne gre po stopinjah svetega Jakoba. Ja, pa kaj še? Pa klečati, 10 dni klečati, pri budistih, pa tako. Ok, zdaj ta okvir me zanima. To je ena taka, zelo zanimiva zamisel. Zdaj, tle je še ena plast, ki jo nisem menil in je bila prva pravzaprav. Jaz sem dejansko hotel napisati priročnik, ampak res priročnik oziroma nek non-fiction, stvarno literaturo, kot se reče, o odnosih. Ker jaz neke mini ankete sem delal tako, da kadar sem srečal kakšnega terapeuta, psihologa, karkoli, ki se z ljudmi ukvarja, in sem vprašal, kaj je prva na čem se ljudje zmeraj najprej pritožijo nad partnerjem ali pa partnerko. In je zmeraj isto v Sloveniji. Mogel bi vedeti ali pa mogla bi vedeti. Kar pomeni, da za svoje partnerje smatramo, da imajo božanske moči, berejo misli. On pa bi mogel vedeti, mislim, ko zdaj ne ve. Kar pomeni, da se ne pogovarjamo v izpeljavi. In če se ne pogovarjamo in če vsi vse mogli vedeti drug o drugemu o izbrani misli, pa so odnosi v PM, se opravičujem. In zato sem hotel knjigo o odnosih napisati. In pa sem videl, da mi je škripno totalno lasten odnos, mogel bi vedeti. To bo še predno si knjigo strukturiral, kot si jo. Ampak material sem pa zbiral, veš, ena dva sem se uporabil, Kierkegaarda sem uporabil not njegovo, pa Kafko sem zdaj malo uporabil, če se prav spomnim. Ampak tega materijala sem imel ful. In poj sem pa škripnil v lastnem odnosu in poj tuga in beda, pa še na korona se je začela človek doma v trenerki zdi in tako naprej. In eno prednost pa imamo pisatelji, da si rečemo, enkrat bom o tem pisal, ampak nisem vedel, kako se naj lotam hudiča. Potem so pa dejansko prišli ti dobrobedni nasveti. Jaz sem toliko bil videti vas poklapan, slabo sem zgledal in sem rekli, Miha, tako si rekel, kamino, ayahuasca, bla, bla, bla. In nenadoma sem zakapiral, pa se to je struktura, ki jo rabim. Če jaz zložim vse to in se vse to naredim zdaj, v principu sem dejansko to naredil v pol leta, vse te stvari, teh 10 ali koliko jih je. In to je bilo super, ker mi je dal totalno strukturo za knjigo,
po drugi strani je pa dal, da sem imel nekaj za početi, veš, med uno korono. Veš, tam bilo, da polni spali. Odlično, ne? Zdaj, če nas nisi tako dobro nategnil, da nismo tega pogruntali, ker jaz nisem pogruntal, ne pišeš iskreno, pa to se pravi, so bila tudi na začetku te poti, ne, ki je zelo zanimiva. Ti si se odločil za en tak, kako bi to za en klišej rekel, en tak new agerski pristop. Skratka, rekel si, stroka nima pojma, ne, Miha, se ne boš v klenem kavču sest, pa jaz antidepresivan, bom šel jaz malo po žerjavci, pa na eno samotno pot, pa... Veš kaj, v bistvu, če je kakšen nasvet tle zadatno, je ta nasvet, ki ga lahko dam, da v vsaki situaciji, da se probamo obrniti v aktivno pozicijo. Ne. To mislim, da ima Viktor Frankl nekje v svojem poročilu iz koncentracijskega taborišča, ki je tam nek človek, taboriščnik, ampak se on spegla v svojo obleko, se zrihta in se obrije vsako jutro tip-top štima. In se reče, ker je to edina aktivnost, ki je meni tle dovoljena. Ne. To lahko naredim sam in to bom naredil. In ta aktivna pozicija, to je zelo težko, ne, iz te pasivne, prvič smo doskrat tudi navajeni, drugič natrenirani, vzgojeni, da padamo v to pasivno pozicijo, ne, da greš to aktivno. In če nič drugega, tudi če ne bi knjige napisal, če ti prebolevaš karkoli, mora čas miniti, čas mora miniti. In je veliko bolj ti mineva, če 6 mesecev tam nekih pri budistih, pa pri ajuaski, pa pri teh parunih, ker imaš nekaj za početi, ker imaš listek, pa to, in mine pol leta in se bolj počutiš, tudi če nič od tega ne bi deloval. To me zanima, ne, ta začetna pozicija, ti si kar naenkrat dobil idejo o tej strukturi knjige. Ne? Skratka, ti si imel problem, potem si izbral en nabor nekih orodij, ne? Nekih postopkov, ki se jih boš polotil, da bi poiskal neko rešitev. Ne? Kakva so bila pričakovanja v samem začetku? Ne? Seznam je bil zelo dolg na začetku, pa sem precej stvari izločil, ne vem, razne šlogarce, pa polaganje rok, pa ne vem kaj. Te stvari sem izločil, ampak tisto, kar mi je ostalo v tem, sem si rekel, nekaj, kar bi lahko vplivalo na možgane, 10 dni, če ste vi izolirani pri nekih budistih, ni zvažno, so budisti, ampak da ste v temi, pa mižite 10 dni, to vpliva na možgane na nek način, ni da ni. Tudi če tam hodite v kamino, po unih 30 km na dan, je neka posledica na možgane, da ne govorim seveda o ajuaski oziroma teh pač mamilih, drogah, kako rečem. In te stvari, izločil sem tudi feng shui, ki se je privlekel okoli ovinka nazaj not, in to se mi zelo zabavam po glavi, ker sem eno stran dolg ali dve. Tako da v principu sem jaz naredil neko selekcijo, že prej, nisem kar ampak sem se pa tako, se mi zdi, da sem se pa prav lotil, tako ko ne rečem, tako realistično, skeptično sicer, ampak sem pa upošteval vsa pravila. Vsa, sploh s tem ta kubanski šamanizem, tam svašta sem počel, ampak sem počel, sem. Ker sem si rekel, ne, bom toliko fair, ne, zdaj, če so pravila taka, pa taka, ne da mi jaz tam nekaj se afnov, pa veš, nič ne deluje, evo, gremo pa izpolnimo vsa pravila, pa beležen sprot, ko se dogaja in na koncu povzamem, to pa to je bilo. Ne. In kakšna je tvoja ocena po koncu, recimo, kaj se je zgodilo s tem skeptičnim racionalizmom, ko si dal skozi vse te postopke? Ja, čudežnega zdravila ni, veš, žal ga ni, Žal ga ni, je pa kombinacija tega minevanja časa, pač tega pol leta recimo, plus neke aktivnosti, veš, in nekega smiselnega dela, veš, zdaj moram pa to narediti v smislu, veš, da pišem knjigo, naredim to, mi je meni ful pomagalo, moram reči. Ne. In nazadnje je bil ta kamino, ki je bil pa čist poseben, ker to je bila korona in jaz tam sem hodil, jaz živega človeka, nikogar nisem, jaz sem bil sam, cele dneve sem bil sam. Ne. In sem lahko to knjigo celo v glavi napisal, ne, tako tak. Ne. In sem si malo narekoval včasih na telefon, jaz sem posnel, ne.
In super, jaz sem tam hodil in to bi recimo takoj ponovil, ampak na Kaminu je recimo letno, mislim, da 1 milijon ljudi, ne, kar pomeni, da je gužva v soboto na Čopovi, ne, tako da ni isto, kot če ste sami v neskončnosti. Ti si imel velik privilegij, ne, da je bilo to v letu korone in si... In neverjetno je bilo, res nikogar ni bilo, mislim, 10 ljudi sem srečal, no, vse skupaj. Okay, kjer od teh metod bi izpostavil kot poleg Feng Shuja? Na nek način, a veš, od vse je bilo kakšno malenkost sem vzel od vsega, ne. Verjetno bi rekli tisto, kar sem rabil, a veš, v moment sem vzel, ne. Zdaj, ta trip s to DMT-jem oziroma ayahuasca, je bil pri meni silno lep, no, a veš, tako res vesoljski mir, tako, vse je v redu. Wow, vesolje je popolno. In bi takoj ponovil, ampak se bojim, ne, da mi zdaj pade en slab trip čez, da je ti kmah. Evo, bojim se. No. Smešno, no, se pravi, ayahuasco se bojim, da ne bi pokvaril spomina, Kamino pa ga ni mogoče več tazga ponoviti, kot sem ga jaz imel. Recimo, ne, Ok, ampak zdaj po koncu lahko zaključiš, da si v redu. Ja, seveda, ja. Ali sledi recimo 4. del? Ne, jaz zdaj tako. Če pogledamo te 3 knjige, prva je bila Kralj ropotajočih duhov, ki sem jo pisal, res, to sem jaz napisal tako hitro. Tam si star 12 let. Ja, 12 sem star zato, ker se jaz prej nič nisem spomnil, a ne? In zato je pač tam glavni junak star 12 let. In pisal sem blazno hitro zato, ker sem bil tako sem bil v slabi koži, ali ko se reče, da sem šel na psihoterapijo takrat in sem imel ta blazen strah, da pa ne bom mogel več pisati, kar je zmeram, ne, pri pisateljih nekaj običajenega v principu. Čemu si se vrnil k tistemu klišeju, ki si ga prej omenil, da je treba trpeti? Tako, ja, pa ni treba. Da te bo nekdo oropal trpljenja. Ja, to je res, mislim, mogoče citiram, no, spomnim se Rilkeja, ki je rekel, isto je bil pred tem, ne gre na psihoterapijo ali ne, je rekel, ne grem, kaj pa če mi vzamejo hudiče, pa bodo zginili tudi angeli, ampak ni res v principu, ni res. Evo. In to je bilo leta 2000, ne. In potem, sem imel po mojem zadnjih 15 let pauze in sem se lotil otroštva in zdaj spet seveda kaj, 7-8 let, se pravi, ja, v nekih teh kosih sem se, ni, da je bil to konstanten projekt, ampak nekako nabral se je. Ja. Greva, mislim, a lahko malo tvoji stari mami, meni se je tako priljubila. Skozi otroštvo in skozi osebno, ne. Sprašujem se, kaj pa če imela tvoja stara mama ves čas prav, ne? Ti jo opisuješ, da jaz kot bravc sem jo dojel kot eno toplo osebo, ki je bila pa, kako že ti rečeš, versko blazna. Skratka, ona je videla angele, videla svetnike in celo življenje je prebirala samo v glavnem eno knjigo, to je Življenje svetnikov. Ja, kjer je v bistvu 365 grozljivk, ker tam imam ben dober nakončal, vsi končajo strašno, ne, kva ne vam zdaj reče. Ja, ampak moment, tle not opisujem, da sem odnesel sabo v Kamino, uno cerko sem odnesel edino knjigo od stare mame, ki mi je še ostala, imela še eno. In to sem jaz najdel tam v kleti in sem jo odnesel v Kamino in sem jo tam pustil v cerkvi. Ta drugo njeno, ne. In naslov je Priprave na smrt. Življenje svetnikov pa Priprave na smrt. Ja, to je bilo čtivo. Življenje svetnikov bi se dal dobiti kje. Ja, jaz sem ga posodil, ko smo snemali film Sladke sanje, pa ga je en takoj ukradel, hudiča. Ne. Je pa mislim, da je prav tako, ali 1899 izdajal, nekaj tazga, toliko pred 19. stoletjem. Noter je pač so dnevne zgodbe. Ja, za vsak dan je svetnik, trpljenje unga svetnika na dan, ja. Ja, pa se mogoče te še tako sem premišljal o tem tvojem liku stare mame, ne, mogoče te stara mama, da je imela prav, ko te je učila v resnici, da je pot dopaminskega užitka pot v paku, ne, da je prava pot od rešitve pravzaprav trpljenje na nek način. Pa zmerno se ti vračaš na ta trpljenje. Kaj mogoče gospod mamo malo midva povabil. Bova pol pri naslednji moji knjigi. Bova spet obrnilo. Važi. Meni pa to bolj zveni, veš, vse ona v življenju je bila vse prej kot prestrašena. Prvič je sama gor spravila 6 otrok, kar je bilo, veš, pa svetovne vojne, pa vse zraven, veš.
In je bila vse prej kot prestrašena. Ona je to nekako zrihtala. Ampak dejansko je pa ona bila že stara, ne vem, 70 že plus, sem se jaz rodil in je ona tam čakala smrt. Pač. In zdaj dobila tam enega mulca za čuvati. In to, veš, to se pa jaz predvsem pojmujem kot neka zelo prestrašenega človeka, veš, v principu, ne upa sploh več iti iz stanovanja, ne, veš, in poj so zunaj je, veš, vse, ne, same slabe stvari so tam zunaj. Zunaj je zlo, ne, veš. Kaj že v Savi plavajo, kakšne ribe že? Ne, trupla. Trupla? Mislim, da je bilo to v knjigi Otroštvo. A res to se bom naspomnil, ja. Ok, naspomnil. Skratka, zelo je, ja. Trupla, ki jim je gulje lezejo iz očesnih do topline. Res je. Ja. To mi je bilo tako osupljivo. Ok, ampak greva k temu otroštvu. Ne. Ok. Otroštvo je, bom rekel, v vseh naših zgodbah zdaj, se mi zdi, a veš, tudi to je rad en tak del enega mainstreama, spravo ljudje, ki približno kaj, kakšno knjigo kdaj preberejo, se na nek način prelej uklenejo te ideje, ne, da je pač otroštvo in tak kliše transferja odgovornosti. Ne. Se veš, pač vse so nas zjebali kot otroke, ne, in potem imamo cel niz teh, ne, sem si tukaj prebeležil, ne, babice, svetniki, učiteljce z idejo, da moramo postati učinkoviti služabniki sistema, ne, kjer kako že, glede na to, da si se ti večji del že v rajnkem socializmu izobraževal, pol veš, ne, popkultura s tem, da smo grdi in da je ultimativna vrednota estetika neke večne mladosti. Reklame pa s tem, da bomo vsemu temu lahko ušli, če bomo pač to bugi ribo imeli. Ja, recimo, ja. Ampak začne se pa v otroštvu. Ok, tle treba najprej po moje povedati, da so se otroštvo zmislili tam v enem 19. stoletju, a veš. Ker prej v bistvu ni bilo, ker tudi otroci so 6 leti so šli delati v fabrike, pa v rudnike, se ni zdaj to po otroštvo, tega ni bilo. Ne. In zdaj je zelo zanimivo tle, veš, dejansko, ko smo posvojili Freuda, ne, ker od vseh teh očetov psihoanalize, da tako rečem, Freud ponuja najbolj zgodbarsko, v bistvu najbolj pisateljsko teorijo, v smislu, imamo otroštvo, nekaj se zgodi in potem mi to razpletemo in potem happy end, a veš. Kar je zelo zgodbarsko, ne. Že recimo, ne vem, Adler je imel drugo teorijo, ne, a veš, da mi v otroštvu povzamemo nek slog delovanja, ki ga potem zelo težko spreminjamo. Ne? Ker pri adlerski psihoterapiji ti spreminjaš slog delovanja v resnici. Veš? Ti ni treba nobene travme razrešiti, ampak če skozi si v nekih zvezah, kjer te zmeram okradejo in pobegnejo, ne? Pač moraš spremeniti slog delovanja, ne, v principu, in je to zvezo, ki te nave ukradli pa pobegnila. Easy. Ampak ta slog delovanja od nekod izvira, ne? Mislim, da ta roman, ne mislim, vem, da ga začneš, upam, da se ne motim, s tisto prigodo, s tistim pisateljem, nesrečnim. A veš, Blazno me je Fervac, kdo bi to bil, pa verjetno ne boš zdaj izdal. Ne, javno nam povedal, ampak je dejansko, meni je dobro, ampak daj vam nekaj drugega povedati, ne, jaz ne vem, koliko je tle ta Pastorius basist, jazz basist. Žako. Poznaš njegov ta, ko je umrl pa to? Ne, tega pa ne vem. Ok, jaz začnem s tem, ker sem opazoval enega človeka, ki se zmeram na koncu vsakega dogodka pa vsega se stepe zato, da je pretepen. In mu je to način delovanja, no bom raje to rekel, ne, a veš. In ta Pastorius, ta basist, je imel isti način delovanja. Ne. Po koncertu je on najdel največjega vunbacitelja in ga začel žaliti in ga je začel mlatiti in tako je umrl, ker ga je enkrat preveč trešil. Res tega pa nisem vedel, da je Pastorius imel to potrebo. Skratka, to so bile njegove normalne okoliščine, v katere se je vračal. Ali kaj? Ja, ampak veš, jaz prvo teorijo, ki sem jo sploh postavil, bil sem star 30, gledal sem tega človeka in postavil sem to teorijo, ki v bistvu je še danes v bistvu štima. Da možgani, a veš, možgani v določenem času, verjetno tam pri enih 5, ki se naredi ta velik reset po otroštvu, označijo neko kemikalijo v telesu. Aha, to je pa normala. Ne?
In potem vzdržujejo homeostazo cel življenje. A ne? In če so te skozi mlatili doma, pa je hoč biti premlaten cel življenje. Se ni tle, ne zato blazna želja, ampak pazite, se možgani morajo vzdrževati blazno homeostaz, temperatura, vse je konstantna skozi, to morajo vzdrževati, pa kislost krvi, pa unga, pa tretjega, zakaj ne bi vzdrževali tudi to, ne? Pač te kemikalije, ki jih ti rabiš. Ne? In zdaj, tle sta dva velika problema, en zelo velik, en pa malo manjši, ampak še zmeraj velik. Zelo velik je to opaziti. Jaz mislim, da je to največja težava. Opaziti pri sebi. Ja, ta človek, ki ga jaz le opisujem. To je bil precej radikalen primer, ne? To je precej enostavno. Ja, in je to radikalen primer, da si rečeš, čakaj, zakaj se jaz moram po vsakemu koncertu memorijo namlatiti, zakaj jaz to rabim, ne? Ankoli se ni vprašal, ne? A veš, ni opazil. No, ampak se to me zanima, si ti zdaj pri teh, bom rekel, potapljanjih v svoje otroštvo in odraščanje opazil pri sebi vzorce, ki so v resnici posledica tega, da tvoji možgani želijo vzpostavljati neko homeostazo? Ja, seveda, če ostanemo na ravni tega, dobro, jaz tudi nočem konca, pa te zgodbe otroške, ki so travme, da tako rečemo, ampak te zgodbe otroške, ki tle poj pride na dan, je to zgodba o zapuščanju, a veš. In če ne bi bil jaz nadresiran tega, da se borim proti zapuščanju, jaz ne bi gledal tam, da te nekdo 6krat zapusti, a veš. In to je treba takoj opaziti. Čakamo, to je tudi moje ključno vprašanje na začetku knjige. Čakamo, 6krat me zapusti, ko jaz to gledam. In ker so te občutki zapuščenosti zelo močni, toliko sem pa že natreniran, da mi je bilo jasno, da odigravam neko pradavno igro. In je treba zato jeti nazaj, sem da pogledaš, zakaj odigravaš to igro. Ker možgani, a to se Sidegartnikov efekt temu reče zdi, hočejo zaključiti te koščke. Ne. In smo narejeni tako, da se veste, greste v kazino, pa vržete kovanček, pa potegnete in zgubite. Valjda zgubite, se je tako narejen. Ampak pa si rečete, ne, bom še enkrat, ker zdaj bom pa zmagal. A ne. In tako vas je, ne vem, mlato oček, ste bili otrok in vi se vračate v te pretepe, ker enkrat bomo pa zmagali. Ne. In če so vas zapustili kot otroka, se vračate v zveze, ki vas zapuščajo, ker zdaj bom pa zmagal, zdaj bom pa jaz zmagal. Ne. Ampak ne boste zmagali. Ne. Spremeniti je treba ta način obnašanja. In zato je najtežje to res opaziti, pa šele spreminjanje. A si to opazil med pisanjem, med ustvarjanjem? Ne, prej sem opazil. Se pravi, opazil si, preden te 6krat pustila? Ne, opazil sem Sorry, to se mi zdi pomembno. Ne, opazil sem med temu zapuščanjem, ker je bil tak zelo zanimiv občutek. Dvojen, zelo močen, ampak dvojen. En je bil glede na to situacijo takrat in tam. In to je imel pa še kot nek odmev. A veste, kada greste v nek tunel in zaupijete. Ne? In zdaj ste zaupili, ampak zadnjo pa še bo delano. In ta zapuščanje je bil tak halo, kot se reče, odsev je imel okoli. Še neka drugo zapuščanje se zdaj odigrava ta trenutek. No? In jaz nisem vedel kaj. No? A veš. Ok, in recimo, ko si dal to ugotovitev pod streho, ki je relativno pomembna, ne? Tukaj gre za eno bolečo travmo te zapustitve v principu. Da tvoji možgani možnost zapustitve ponotranjijo kot normalno stanje in ti omogoča, da v tem ustrajaš toliko časa v nekem ponavljajočem procesu. A je to pol odleglo? Ni čudežnih rešitev. Ne. Je pa nekaj, kar pomaga. V bistvu, tle pa je spet, če se vrnem k Freudu pa Adlerju. Adler reče, ok, drug način razmišljanja pa čao, ne, se ni tako enostavno. Ampak, a veš, kje pa se mi zdi, da pomaga, ne, a veš, da ko se bližaš situaciji, ki bi bil lahko zapuščen, da si rečeš, ok, tisto boleče, sem bil star 5 let in bil sem otrok in bil sem nemočen. Zdaj sem star tok pa tok in nabral sem si kilometrine in notranje moči in bom pa zdržal, če bo treba. Hvala z Bogom. Ne. A veš, to je ta razlika, da si lahko rečeš, aha, to je pa zato, to igro pa zato igram. Ne. In tudi, če se vrnemo k basistu Pastorisu, ki je izjemen basist, res izjemen, ko njemu poje bas, to je neverjetno. In če se vrnemo nazaj, ne, da bi on rekel, ok, ne vem zakaj, ne vem zakaj, me zdaj imam totalno željo, da bi šel v varnostniku, da me zmlad,
Ampak bom rekel kolegom, dajte vi malo me držite, prosim, da se mi to natreniramo. Ker to je pa edini način, da natrenirate drugačno in to je treba zdržati. Ker se ve, ne vem, se kdo odvaja od kajenja ali pa od ne vem česa, treba je zdržati hudiča, saj težko ne. Spotov povem enkrat, ki je po moje bral sem eno biografijo, se to sem jaz videl, mogoče sem sam jaz preveč videl, ampak je bilo tako super. Bral sem biografijo enega ruskega socialističnega pesnika, sploh se ne spomnim, vem, kjera knjiga je, ne spomnim se imena pa priimka. Ne. In on je pisal ta blazne neke sonete ali kva blazna dela je napisal in nekako tako, mislim, da 3-krat zapored. On je bil pač bil je poročen, imel je otroka in otrok je bil star 6 let in on se je zaljubil blazno in je pobegnil, ampak prav tako, da je prekinil vse stike z otrokom in z bivšo ženo in napisal blazne pesmi tej novi ljubezni in potem je imel znova otroka in ki bo otrok star 6 let, je on prekinil vse stike in pobegnil. Ne? Kar je zelo čuden, ne, v principu. Ni čuden, se vi zaljubite pa greste drugam, ampak to, da prekinete stike tudi z otrokom pa tako. In pa grem jaz gledat biografijo. Njegov oče je bil poklican v Prvo svetovno vojno, ki je bil on star 6 let in nikoli se ni vrnil. Mogoče sam jaz preveč vidim. Mogoče pa dobu tako, a veš, programiranje, da se otroke zapušča, da je treba razrešiti to situacijo. Ne? Otroke se zapušča, ki so 6 let stari in izgine za zmerom. Ne vem. Naslov knjige je od Fidžisa Whisperers. Ne? Ampak ja, a veš, in to tudi avtor biografije ni opazil, kar se mi zdi totalno zanimivo, a veš, v principu. Veš, kako, zdaj te pa tako kot antropologa tudi sprašujem. Ne? Zdaj, že ves čas govoriva o eni taki človeški mizeriji. Ne? A res? Ne meni pa to zgodbo o uspehu. V resnici je zgodba o uspehu, pa jaz pozdravljam in nazdravljam tem časom, ko lahko, bom rekel, odkrito govorimo o takih stvareh. Ne? Ampak, okay. A je bilo skozi zgodovino? Kaj? A je to? Ok, ja, bravo. A je bilo skozi zgodovino ves čas tako, ne? Oziroma, a je bila zgodovina ves čas tako polna ljudi, ki so se pripravljeni pogovarjati tako, veš, malo smo nesrečni, pa radi bi bili boljši, ne? To se mi zdi, da je zdaj kar skupen imenovalec tega našega skupnega prostora, ne? Zdaj lahko kdo zaprotestira, dobi mikrofon, ja. Ampak se mi zdi, da je to en tak duh časa ujet v tej ideji, ne? A veš, ko je? Prvič, mislim, zdaj ne vem, koliko nazaj bi ti želel ujeti, ne? Ja, ne vem, lahko greva pred kmetijsko revolucijo. Ja, če greva zelo daleč nazaj, obstajajo čist resne teorije, ampak resne. In dobro, mislim, utemeljene, da je bilo na začetku sporazumevanje predvsem telepatsko, se pravi, da smo zavohali drugega in občutke drugega. Ne? A veš? In da je potem beseda, govor je zmagal zato, ker je lahko laže. Ne? In oni, ki bolj lažejo, se večkrat razmnožijo. Ne? Tako easy je to v principu. Se opravičuje. Kako prosim? Ja, valjda, ne. A veš, in je zato govor zmagal. Ne. Ampak ti imaš samo 2 hčeri, če se ne motim. Ja, se pravim, tak iskren človek. A veš, ampak zdaj pa tako ne, a veš, če imaš ti če imaš ti čase, poglej, meščanstvo v 19. stoletju je šele izumilo ene stvari, kot so svoja soba, a veš, kot so zasebnost, tega prej ni bilo, ne. Veš, če bereš te inkvizicijske zapisnike iz Montaluja 16. stoletje, to je fenomenalno branje, ker so zaslišali, celo vas so zaslišali, ne, in vsak je vsemu vse vedel, ker tam ni intimnosti, ja. A veš. No, tukaj bi se spet vrnil k tvoji briljantni stari mami, ne, kaj pa če je trpljenje narava stvari, a razumeš, ne, kaj pa če je sreča pravzaprav in izmislek, en tak narcisizem kolektivni, ne, ki je pravzaprav prišel, da ti mojo tezo pa ti protestiraj. Okay. Recimo, da je to en tak kolektiven narcisizem, ki smo ga pravzaprav sistemsko dobili s to idejo, da vsakdo izmed nas lahko uresničite svoje ameriške sanje. Ne. Tam na zahodu so neskončni resursi in ko bomo mi enkrat prišli v ta kurčev zahod, ja. Bo vse naše, ne bo
ta dopamin, mi bomo eksplodirali v orgazmu dopamina. Ne? Tako deluje naša ekonomija zahodna. Ja. Ampak zdaj statistika, pa vse okrog sebe pa govori, da je zelo verjetno, da bomo izviseli. Ja, to, okay. Srečni, se bom lotil sem tega, ti si okay. Sem že predvsej temu odprl. Se bo še na kakšno kosilo dobila. Prva je ta, da nekaj, kar je res, se mi zdi trenutno najbolj nevaren za obstoj človeštva, je to, da smo prevzeli ameriško mentaliteto obilja. Ker obo, ki piše, ko so jahali čez prerije, nekje zapiše v dnevniku, 3 dni nismo videli sonca, jata pticev se je selila na jug. 3 dni niso videli sonca. Črno je bilo 3 dni od jate ptičev. Ne. Kar pomeni, in poj tam krdelo unih bizonov, ki jih je, ne vem, milijon, a veš, vse je neskončno. Neskončni resursi so. In to ameriški je neskončnih resursov. Ne. In mi se zdaj vsi obnašamo kot Američani, neskončni resursi so. Ne. A veš, po drugi strani, moraš pa zdaj nekaj vedeti, zdaj te se povrnem k temu trpljenju. Ne. A veš, zdaj ti potrošništvo in kapitalizem temeljite na temu, da so vsaka oblast v bistvu, vsaka ideologija ti govori, da do zdaj so ljudje ful trpeli, zdaj bomo pa manj, a ne? A je tako? Ampak antropologi so vsa ta plemena, kar so jih najdeli, so tudi merili, koliko oni morajo delati, da preživijo, ne? A veš? In načeloma lovsko-nabiralniške skupnosti, pazi, to se pa meri tako, da se upošteva delo enega človeka in enega odvisenega, se pravi, ure, ki jih bom povedal, veljajo v bistvu za 2 človeka. En dela, en nabira ali pa lovi. In od 1 do 3 ur, a veš, na dan, dnevno, je bilo zadostovalo za vse potrebe unga lovsko-nabiralniške skupnosti. Kar pomeni, preostali del so se pa ukvarjali z umetnostjo, pripovedovanjem zgodb, z delanjem unih puščic, z krašenjem in čakali so, razumeš? Ne? Tako, taki mediteranci, da tako rečem. Socialistična trojka. A veš, in zdaj imaš pa ti tle nenadoma ta kalvinizem vseka. A veš, kalvinizem pa vseka nenadoma tako bum, treba je delati. Ne, a veš. In ta dresura je neverjetna. No, ti Američani so obsedeni od tega, da je skozi treba delati. No, ampak se mi smo tudi obsedeni, ne delamo... Ne, mi smo pridni, to je drugo, mi smo pridni. Te statistike navajajo v nekih kolumnah. Mi smo drugi po porabljenih urah na svetu, za Japonci smo, drugi na svetu smo. Nismo učinkoviti, ampak po učinkoviti smo pa pred zadnji, za Grki smo. Ampak ne bi šel v to, no, mi smo pridni, pridnost, to imam eno posebno predavanje o pridnosti in to vas ubija, pridnost. Ne. Važno naredite, ste pridni, niste pridni. Meni ljudje sprašujejo, koliko delovnih ur pa je bilo v to knjigo vloženo. Kaj pa jaz vem. Kaj sem hotel povedati, nekaj sem zihar hotel povedati. Ne, to je blazno zanimivo vprašanje, tudi mene ljudje sprašujejo, taki malo bolj podjetni, koliko ur si uporabil, pa koliko se zasluži. Ja, to. Ne, by the way, to je pa, sklete moramo malo, veste, da je Miha prodal ene knjige, 54 tisoč drobtinic. Zdaj pa sledi še boljša zgodba. Ok, zdaj se čisto skreno. Sledi pa še najboljša zgodba, ker jaz sem leta, 15 let kasneje, ali še več, sem srečal enega pisateljskega kolega, ki je takrat tudi zelo prodajal in je rekel, jaz sem se za 3 leta odselil v London, sam malo sem preletel v Ljubljano, dvignil denar v banki, ker ni bilo tega transferjev, pa z vrečko šel nazaj v London, pa tam rastel. Pa sem mislil, čakamo, on v Londonu 3 leta, jaz pa v Radovljici, pa na Jesenicah, čakamo, ne, a veš. In sem šel blazno gledati, kaj se je zgodilo s tem denarjem, blaznim denarjem, ker sem se pa spomnil, da kaj pa prišel ta denar, smo pa 4 ljudje šli v dobro gostilno na večerjo in to je bilo to, ne. In potem meni ni bilo blazno jasno, sem mogel iti prav v arhivu dela gledati dogodke tistega leta in tista leta so bila una najbolj divja jugoslovanska inflacija, ne. In v pogodbi sem imel 1 let in založba je zaločevala še pol leta in po 1 letu pa pol je ta blazno bogatstvo in vam prišlo, ja. To me on se, zdaj mi je nategnil, da govorim o trpljenju. A ste pričali, da nisem hotel? Jaz nisem hotel. Ravno sem te želel vprašati, koliko si trpel. Ja, slučajni innocent bystander, slučajno mimo idoči. Ne, jaz sem verjel, da boš povedal, da nisi zato bil nič bolj srečen, oziroma nič bolj nesrečen. Ja, mislim, a veš, kvačmo, mislim, bilo prošlo. Ok, kaj bo polo sreče? Kdaj sreča ratala človekova pravica?
Kako Da ne rečem celo dolžnost. A je to govorjenje o sreči, ne? Ja, a veš, bolj so, po moje, čist realne možnosti. A veš, ne moreš ti, jaz, ko sem pripravljal se za ta roman Funny, mi je zelo ljub, pa zelo vesel roman je v bistvu, evo, moram poreklamirati, ampak je o spolnem turizmu, ne, načeloma. Mislim, da bo o spolnem turizmu, pa se je izkazalo, da je o pripadnosti in povezanosti in tako naprej. Ampak, a veš, ti tam, a veš, tam je vas nasred Gane, ne, recimo, a veš, in oni gledajo fucking Dallas, a veš, gledajo neko ameriško nadaljevanko, ne. In oni vidijo, da je teh predmetov, ne, luksus, ne, vsak ima vse, ne, blazno, ne. In tudi vidijo, a veš, in spet antropologija, ameriško gospodinjstvo ima povprečno 300,000 predmetov, ne. Evropsko 30,000. In ko se peljete v ameriško mesto, vidite obroč unih skladišč, kjer ljudje odlagajo predmete, ne, najamejo in odložijo, ne. Okay. In zdaj ti ljudje tam, evo, na svetu v afriški vasi gledajo, a veš, dinastijo, ali pa neko nadaljevanko. Pa gor že Pornič, ja, da je še Pornič. In oni zdaj vidijo, da je to neomejena količina predmetov in neomejena količina seksa. Ta naš zahodni poslovni model. Ampak na to tam je sam zelo izrazito, ampak na to isto smo mi vsi tu od rojstva naprej tudi nadresirani, na to ameriško mentaliteto izobilja. Ti ne moreš biti srečen, če, veš, ne vem. Ampak vse to, kar si povedal, je resnici banalno, ampak to je ta obljuba, da bo, a ne? Sistemska obljuba tuzemskega, to je, ko Robert Golob, recimo, naš aktualen premier, odpre usta in začne govoriti o BDP-ju, je pravzaprav en tak banalen prevod tega je ful bomo imeli, pa ful bomo fukali. To smo dobro povedali. Če pogledaš stranko, statistike, demografske, pa... Ja, ne bomo, ne. Ja. Korelira na nek način. Ne. Ja, okej. Če govorijo spet o sreči in v tej dopaminski kulturi, ki pripadamo skozi religijo BDP-ja. Vem, ampak pazi, skozi zgodovino in skozi kulture se definicija sreče menja. Ne, a veš, za Budo je bila sreča nekaj drugega, kot je pač za nas, ki smo v zahodnem potrošništvu. Mi merimo srečo v številu predmetov. A veš, in ameriško gospodinjstvo je 10-krat bolj srečno. Misliš, da je sreča dejansko, mislim, to se mi zdi pa, ne vem, ampak me zanima, je sreča kulturno pogojena in do kjere mere, ali je sreča univerzalna, ali je sreča svoj izmislek? Ne. Ok, sreča, mislim, zdaj so tle tudi definicije, kaj je sreča. Jaz sem zletlo, sreča je zame naliv dopamina ali česa že, ker si ti zelo dolg se na nekaj delal in potem je to narejeno in wow, a veš, te možgani nagradijo, a ne, s tem. Okay. To. Drugače pa bolj govoril raje o zadovoljstvu, ne, a veš. Okay, a veš, kje je dolgotrajno čustvo. Rečemo temu zadovoljstvo. Ali pa neko... ja, a veš. In potrošništvo temelji na tem, da si ti nezadovoljen. Ampak poglej, jaz sem tudi eno predavanje od BDP-ju, ki ga ben noče slišati, ampak v principu, poglej, državna ekonomija temelji na BDP-ju, a je tako, ne? Ampak kaj je to BDP? To so vsi računi, ki so izstavljeni znotraj države, a ne? Smo kupili to, smo prodali to, a je tako? Ok, nisem ekonomist, ampak nekako tako je. Zdaj pa poglej, si ti v srečni zvezi in greš na sprehod po naravi in klepetata cel dan in se pogovarjata in poje, ne vem, spolni odnos, kažeš vse, super. Za BDP sta najhujša škodljivca. Ker niste prispevala, ima nič za BDP. Nič. No, sem imel, a je mogoče neko trajno naravno zadovoljstvo sovražnik BDP-ja? Ja, ker če se pa vidva stepeta, pa nekdo kliče rešilca, pa gasilce, pa v policijo, pa tretjega, pa psihoterapija vskoč, pa ta vskoč, pa tretji vskoč, računov bo izstavljenih blazno, otroci bodo rabili socialo, šolo pomoč, ta pomoč, računi bodo leteli in BDP bo blazno rastel, ne. Tako easy je skrivnost BDP-ja. Totalna prevara. Noben to noče tega slišati. Zakaj ne želi, kje pa bo to predavanje o BDP-ju? Jaz bi ga pa šel poslušati. Se dobiva na južni. Ja.
A veš, to definicijo sreče, zadovoljstva, to je valjda. A veš, jaz sem bil najbolj šokiran, ko sem enkrat naletel, mislim, da knjigo sem naletel o tem, ko so te razne psihosomatske bolezni povezane s kulturo. Zdaj ne vem, govorim na pamet, ampak mislim, da v Indoneziji panični napad, pri nas je panični napad pač, da se dušite ali pa srce me bo. In zdaj vi preletite na urgenco srce in oni vas resno pregledajo in pa rečejo panični napad, hvala adijo. Ampak mislim, da pa v Indoneziji, nisem prepričan, pa panični napad po moških izgleda kot strah, da se bodo moda in penis potegnil v trebušno votlino. Not mi ga vleče. In zdaj vi preletite tle na urgenco in se derete, not mi ga vleče. Ne, vas bodo pa poslali na psihiatrijo, ne, kar je zelo zanimivo v principu, ne, pa isto paničen napad, ne, mislim, sorry. Not mi ga vleče. Ja, kaj te rečem? Svašta. To me še zanima. Zdaj, ti si zdaj recimo v teh treh bolj osebnih pač 3 etape pokril, ne? Ja. Zdaj, glede na to, da verjetno kaniš še par let živeti, ne? Upam, ja. A si domišljaš sebe, recimo, kako boš v enih takih zrelih, da ne rečem pahorjanskih letih po pokojnem Borisu Pahorju, ja. Zdaj pisal o tej epohi svojega življenja, ne? Rosnih med 50 in 60. Ja. A veš, kaj nimam nekega plana. Take distance, kakšen tepec sem bil, koliko sem se še lahko samo poboljšal. Ne? Edin, kar pa zatrdno vem, ne, če bo svet pa Slovenija še obstajala, je, ker imam to nek shranjen tudi za nek drugo predavanje o značilnostih slovenske mentalitete, ki je Pahor bil, ne vem, 105. ali 106. leto, zdaj ne vem. In so mu potle v konzorciju mladinske, so mu tako tako mehno tortico je dobil, pa zapeli so mu vse najboljše za rojsten dan in pa je bilo to objavljeno na RTV portalu, ne, na internetu in zmeraj morate vi pogledati, prvi komentarji so zmeraj se veste, mentaliteta vseka. In tle je pisali, da se eni se pa čisto razpustijo, ki jim slava stopi v glavo. In tam imate 106 let starega pisatelja s tako mehno tortico. Ok, zdaj naj čaka še ena dolžnost. Ne? Ja, dajva to narediti, neko žrebanje moramo izvesti. Neko žrebanje nam je bilo zapovedano. Čak, ampak kdo bo zdaj žrebal, jaz ne vem. Jaz mislim, da moš ti kot avtor žrebati, da sem ti želel razširiti. Ok, razširiti. A dajva povedati, kakšno žrebanje to spoje. To je bilo nekaj, kaj je bilo to? Nagradna igra, jaz vem, se spomnil, lahko jaz povem, ker sem... da ti ne delam, Skratka, nagradna igra je bila na Facebooku, kjer so morali, kako se reče, participanti in udeleženke povedati, ugant ali pa vedeti, no, kako je naslov knjige, v kateri danes govorim, in naslov je jasno. Začela sva z njim neimeniten, osebno. In zdaj bo Miha izžrebal eno od, ali pa enega od. In upava, da bo prisoten oziroma prisotna. Čekaj, a je to en listek? Vidiš, ti bi iz polne košare nečesa veš koga potegnil. Ne? Kaj sem potegnil? Gospod Željko Tešič. A je tukaj? Ni ga slučajno prisoten. Ni. Skratka, glede na, ni podatkov, je pravilno odgovoril, ne, ampak sklepam, da je. Skratka, gospod Željko. Se pravi, on je dobitnik. A morava še žrebati? Aha, še žrebati. Eno, to je to. A to je to? Čestitava, ne? Ja, čestitava, čakaj, gospodu. Jaz bi pa nekaj drugega vprašal. A je tle kakšna Carmen? A je tukaj kakšna Carmen? Ok. A je tle kakšna Jana? Knjiga za vas, za Jano, knjiga za Jano. Je! Čekaj, Miha, smem vprašati, po kakšnem ključu to razdeluješ? Zgrešila sem se čist, sorry, pa še robček.
Po kakšnem ključu to razdeljuješ? Ne, samo eno. A veš, kaj to so bile une? Moram razložiti, kaj to je bilo. Novinarske kopije so bile z imeni. Ne? In to neka novinarka Jana ni prevzela, pa v Karmen prej. Zdaj smo probali, če kakšna Jana tle ali pa kakšen Karmen. Okay. Zdaj bi vas pa, spoštovana publika, z veseljem povabil še k besedi, k polemiki, če ima kdo kakšno vprašanje za avtorja, gospoda Macinija. Prosim, naj kar ustane, dvigne roko, mi bomo utihnili, tako da ne bo treba mikrofona podajati, jaz bom to malo ojačal in lahko nadaljujemo debato. Prosim lepo. Ali pa podam mikrofon. Jaz se bo ojačala, če bo treba. Kaj je pa zuno, kaj je 5-krat prišla nazaj? Bravo. Tudi napisana kakšno, zakaj se 5-krat vračam k istemu? Ja, čakamo. A ponovimo vprašanje? Ali... Ne, so slišali. Ja, smo slišali. Smo vsi, ja, po mojem. Ni dobro razlage. A je nič? Ne vem, mislim, če napiše knjigo, jo bomo prebrali. Ne. Tako da ne vem, res ne vem. 5-krat se je vrnila in 6-tič odšla. Tako. No. Ok, a še kakšno vprašanje? To je bilo imenitno, tako da hvala. Ni odgovora. Kaj je z njo? Ja, ne vem. Glede na to, da dobro tole psihologijo človeka obvladaš, kaj je z njo narobe, kje bi se Ja, kje je bil pa, mogoče gospa mislila, kjero situacijo so pa njeni možgani iskali pri zagotavljanju te homeostaze, kaj je bila ta njena normalnost, kaj lahko nekoga nagovarja k temu, da te 6-krat pusti? Ja, v bistvu, ok, tle se pa vračava k temu, kasneje kao priročnik hotel pisati. Ampak dejansko je zdaj, če v otroštvu ne dobimo, mislim, bližina je zelo zanimiva stvar, ne smemo si biti ne preblizu, ne predaleč v principu. Je tudi odvisno valjda od karakterja samega, eni bi bili raj bližji, eni bi bili raj bolj oddaljen, normalno. Ne. Ampak načeloma je pa tako, ne, da približno 50% populacije zna to regulirati. In to reguliranje poteka nezavedno, ne, brez debate, to se kar dogaja. Če sta dva skupaj, ki znata regulirati bližino, se pač odmaknete, pa približate, pa odmaknete, pa približate. To laufa in to je 50% populacije. Pri ostalih 50% populacije ima pa problema, ne. Imamo pa problem v principu. Ne. Na eni strani so oni, ki hočejo priblizu, pa se zalepijo totalno, ne. In to ponavadi je zelo zanimivo, saj po slovenskih teh ženskih revijah, enkrat se spomnim, so Ferija Lajnčko vprašali, kaj je prava ljubezen, je rekel, v moji vasi sta bila dva, ki sta se v vrtcu prijela za roke in po 80 let kasneje sta umrla, še zmeraj sta se držala za roke. No to je to, ker se dva zlepta in nista človeka, to ni ljubezen, to nima veze z ljubeznijo. To sta dva človeka, ki se zlepta zato, da jima ni treba obstajati posebej in nastaja neka simbiotična struktura. Fer je verjel, da ne trpita več. Še enkrat omeniš trpljenje. Ne bom več govoril. Okay, no. In tak primer je en kup teh znanih pisateljev, Kafko imam jaz not, ne, ker on izmerno je prišel do tega, zdaj se bo pa on oženil, ne, in potem nenadoma je pobegnil, zvis, ne, nema njega. Ne. Ali pa Kierkegaard pa sploh. Ne. Kafka je tudi trpel. Kafka, ja. Ne moram 365-krat moment. Ne bom več. Ne, Kafka je bil po moja kar revež, no, ali pa ne, kaj pa vem. Ja. Ne, tam je najbolj zanimivo, veš, je zanimiv, lih pri teh ljudeh, ki mladi umrejo, veš, ker nimamo ohranjenega zapisane, veš, tega pogleda iz starejših let, poje na mlajše, veš. In je tako zanimivo brati take pisatelje, veš,
Ker eni so se kaj naučili, eni pa tudi ne, so pa isti kreteni. Sorry. Res, tako smešno. Ja. To sem večkrat premišljal. Ne? Veš, ti rano umrli genialci. Ja. Ne? Kaj bi se zgodilo z njimi, če bi... Ne vem. Ampak jaz ne vem, če bereš Kosovela, ta je bil res genijalen. Ta je bil Marsovci, po moje, res genijalen. No. Meni je on res, ne, po 22 let star, koliko je bil, ne vem, a to kdo ve na pamet. Ja, 22, neverjetno. Dwayne Allman, 24. Ja. Ne, res, Dwayne Allman je sam 24. To mi ravno zadnjič mi je spet presenetil ta podatek. Ne vem, zakaj sem ga pod O 27 knjižil. kitaristih zdaj govorijo. Dajmo, da ne zabluziva, mogoče še kakšno vprašanje? Prej ste omenili, da zakonski terapevti rečejo, da pač tista skupna, da moral bi vedeti, da je razhod. Ampak, če gledate zdaj na to svojo zvezo in teh 6 odhodov prihodov, kaj ste vi takrat pred tem vedeli, pa niste vedeli, pa post-festu? Ja, to teorijo bližine snestov so znal na pamet, ne? Ampak dokler jo ne ponotranimo v čustven sistem, je to sam teorija. Ne? In je tako smešno. Ne? Ko se stvar konča, pa dobimo malo distance, pa čak, ko pa nisem vedel. Se bi mogel vedeti, ampak seveda ne, no? Ko se dogaja, pa nas čustva prevzamejo, pa pač ne vemo. Ne? Ja, to imate prav. Ja. Težko realno ocenimo situacijo. Ja, ne, mislim, ker si enkrat not nasred neke, krizne situacije. Zadnji sem poslušal enega psihiatra, pa je rekel, da temu vzrokujejo tako imenovane kognitivne pristranskosti. Dobro, ja. Bias. Ja. Polni smo jih. Da. Evo, pa nisem rekel trpljenje. Še kakšno vprašanje? Mene pa zanima več o tem tripu pa ayahuaski, pa kaj se je dogajalo, pa če je bilo kje trpljenja, a bi lahko tudi ta drug Miha mogel. A boš ti najprej ayahuasko kaj povedal? Ne, jaz ne bi nič tukaj dodal na tem Ne bi mestu. nič. Zdaj, ta moj trip je v knjigi čisto pisan. Ne. Smešno je to, da je bilo to nasred korona, lockdowna, ta hudga, leteti se ni dal takrat dobiti in kamor, vsi, ki to počnejo v Sloveniji, amben ni delal. Ne. In jaz sem bil rojen še v socializmu, sem poklical okol, pa se pa en friend kemik rekel, prid na okol, bom jaz vse to zamešal. Tako da je to not opisan. Meni se zdi pa fascinantno, ne, res je not opisan, ne ponavljam, fascinantno, ki je tudi not, ampak se mi zdi pa fascinantno to, da jaz sem bil v vesolju, ki je bilo totalno urejeno in mirno in zaslišam nebeški glas ameriške country pevke Emilu Harris. Ne. In jaz tu zraven mene rečem, to je pa refren na, ne vem, 3 minute 24, ne. In pa jaz valjda grem dam ploščo gor in štopam. In je res je, košček sem slišal, ki ne vem, na 3 minute 24. Ne. Ko ta podatek pride tam zraven, se jaz ne poslušam muzike, pa štopam hodičale. Ok, tudi če sem kdaj na CD-ju poslušal, pa da sem recimo videl števc, ne, ampak vsem, da si to zapomniš, zakva, mislim, neverjetno. To se mi pa sploh čisto fascinantno. Ok, ampak to mi je bilo ja, ampak zdaj pa nekaj, da šokiram Miha tle zraven mene, ne. Un friend mi je rekel, dobro, se to je mešanica 2 snovi, ena zato, da pač imaš trip, druga pa zato, da bruhaš, pa se mučeš, da trpiš. Pa se je rekel, da ti meni brez trpljenja, če že mešaš. Ne? Kaj je rekel? Ja, in je tako naredil, ne. Aj, pol se da. Ja, valjda. Ne, ampak to sem te pa želel vprašati, ker ta podatek tudi mene presenetil, kako so tvoji možgani memorizirali 2 ločena podatka, ampak a si jih probil dati pol kasneje v kakšen kontekst, zakaj 3 minute 42, zakaj Ne, tam se začne se en referen pač, ampak a veš, zakaj, dobro, neka asociativna zveza je med unim potovanjem, ker to je en komad Tulsa Queen in takrat ona zapoje I wanna ride, ne, veš, jaz sem odletel. To vse štekam, ampak je že to zanimivo, veš, da sem soundtrack dobil v bistvu unga letenja. No. Čekaj, a banjo si začel igrati
Ja, po to je tem pa feng tripu, shui, ne. to je pa feng shui varianta, ne, a Če veš. te povezave pa ne štekam. Eno to kratko poglavje o feng shuiju je, ne bom zdaj to razlagal, preberite, boste videli. Tale. Ok, še kakšno vprašanje? Zakaj tak odpor pred trpljenjem? Zato, ker obstajata dve vrsti trpljenja. Uno, ki ga mu ne moramo pobegniti in uno, ki mu ga povzročimo sami. Si ga. In neverjetno, koliko sem jaz v življenju videl trpljenja, ki si ga ljudje povzročijo sami. Res, brez potrebe. Če se vrnem k unemu basistu Pastorju, za kvamo je bilo treba po vsakem koncertu biti pretepen. Čist brez veze. Ne. In jaz sem tudi, toliko sem še star, sem videl en kup zvez na svojih, tujih, tako kot gledam, ker ljudje se začnejo kar za to najedati, da je neko trpljenje, ne? Da se nekaj mučijo, ne? Pa ni treba, ogromno krat sploh ni treba. No? In vse nas doleti trpljenje, ker mu ne moramo pobegati, pa pač je, ne? Tisto pa nimaš kaj. Ne? Jaz se ne bom v to debato več mišel. Ja, ampak bolj rabaš pa dokler ne opaziš, da to počneš, ne, brez veze v bistvu. Ti ne bilo treba, no. Zdaj me pa še nekaj zanima. No, daj. A pol si med vrsticami želel povedati, če bi eksperimentirali, ne, pa da bi bil en človeček idealno rojen, pa idealno vzgojen v nekih, bom rekel, na pol rajskih okoliščinah, kjer potem post festum njegovi možgani nikoli ne bi več terjali nekih fragmentov trpljenja, zato da bi vzpostavljali tisto homeostazo, tak človek ne bi več to trpel, no? Ne smemo omenjati. Mislim, trpel bi to, kar pač ne moreš pobegniti, ne vem, neka bolezen ali pa nesreča, ali pa, veš, te stvari bi valjda trpel. Ampak samo induciranje povzročal bi si ga pa ne bi, ne. Saj ni potrebe, da bi si ga povzročal. No. Ja. In tle, mogoče tega vsem, vidim, da si res na to, veš, ko obstajajo en kup te teorije nikej, ne, veš, da samo trpljenje naredi pisatelja, ne. Bolj trpi v otroštvu, bolj pisatelje, ne. Veš, in tle se zmeram vsi te teoretiki se razlomijo ob Goetheju. Pri Goetheju so vsi pisali dnevnike, on sam je pisal dnevnik že zelo zgodaj in je imel totalno srečno otroštvo. Ne? In genij, po kasnejših merjenjih IQ-ja verjetno najbolj inteligenten umetnik ever. Ne? Genij. In srečno otroštvo, kva zdaj to hudiča? Po drugi strani, ok, v Danteju je manj ohranjeno, v Shakespeareu praktično nič, ampak veš, Dante je bil diplomat, ne, visoko funkcionalno kariero je imel, ne, veš, Benečani so ga lik za to ubili, ki je bil diplomat. Ne, pojmaš tle Shakespeara, ne, ki je fenomen, on je bil tam dealer z nepremičninami, ne, veš, in ko mu je zmanjkalo sporeda, je pa hitro napisal tam eno igro, zdaj ta Lir, pa ta Otelo je, pejmo sonce. To je meni čisto fascinantno, ki je tam nekaj handlov, vse to, ne. Veš, pojmaš tle Čehova, tudi zdravnik, ne, veš, ki je na smrtni postelji že rekel svoj partnerki, da je odpril en šampanc, ta življenje je bil super, ne, veš. Ne, in zdaj imaš tle, in kva sem ti jaz naštel? Naštel sem ti 4 največja imena zahodne literature, pa mben ni bil, veš, nek trpeč stereotip. No. Dober point za konc. Ok. Še kdo? Aha? Oj. Jaz v bistvu imam zelo podobne izkušnje, pa verjamem, da nisem ne jaz edina, ne vidite, da sem sama. Tu sem seznanjena s tem raznim duhovnim praksam, ki se jih nisem. Če pa vsem vprašala, kar se Trump tiče, a imate občutek, da je to nekaj, kar se lahko premaga sam z uporabo duhovnih praks, ali treba duhovnih pomoči? Jaz mislim, da je, če je na voljo strokovna pomoč, dajmo to uporabiti. Dajmo to uporabiti. Že zato, če svojim težavam skozi prijatelje gnjavamo, nam jih bo zmanjkalo hitro. In še nekaj je res, ne?
prijatelje imamo take, da nas podpirajo v tem, kakršni smo. Ne. Jaz se spomnim neko znanko, ki je mož pretepal stalno, ne, in potem je zamenjala moža, ampak je mogla pa tudi prijateljice zamenjati, ne, ker prej jih je seznanjala s temi zgodbami o trpljenju, pokazala jim je te šljive in vse to. Ne, in nenadoma je bilo čisto ok, ne, in one so kar odšle, ne, ker niso imele več zgodb vsak dan. Ne. Tako da je, če je ta strokovna pomoč, tukaj govorim ponovadi o psihoterapiji, ljudje dostakrat pomešajo psihiatrijo pa ne vem kakšne vse tablete. Ne, govorimo o psihoterapiji, da je prvič je to dobro, da je to nek človek, ki ne bi v Sloveniji ni to nič, kakšna izobrazba pa to pač, ne. Ampak, da je nek človek, ki ni, mislim, da imate tam enega človeka, s katerim zgradite zaupen odnos. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Zdaj, če ti stopaš na neke knjige in tako naprej, tudi možno same sebe prepoznati pa obvladati brez tega, da ti da to orodje. Če ga sam nisi. Jaz mislim, da je težko. Spomnim se ene knjige, ki so jih, mislim, da nekih 10 žensk, neke ameriške pisateljice so napisale skupno knjigo o tem, kako je šlo na psihoterapiji skozi. No, ampak je zanimivo tiste knjige o tem, da 9 jih je šlo na psihoterapijo, ena se je pomaknila v nek gozd, za 5 let je bila samo v neki kolibi in se je samo analizirala. Ne. Načeloma je tudi ona dosegla napredek, ne. Ampak je to pomenilo, da je bila 5 let zaprta nekje, kar si težko prvošmo v principu. In zato je ena dobra stvar, da imate nekoga, ki vas opozori, da ste na sprožilcu. Recimo, ta Pastorius bi se drl na terapiju, kje je zdaj varnostnik, da me namlad, kje je zdaj, ne, čak za kva ga rabiš, itd. Ne. Drugo je pa, in to bo zvenelo totalno banalno, drugo je pa, da imate vi vsak teden to uro s terapeutom zapisano v koledarju. In da vas ne potegne v vsakdanje življenje, pa moram to, pa moram tja, pa moram laufati, pa moram sem. Ne, to je ta ura je zame, jaz tam zdim, in to je to. To se mi zdi zelo, in da neko strukturo. In se mi zdi to zelo koristno. Se pravi, vzpostavljanje nekega odnosa, ki bi človek ima veliko odgovornost, da vas pač drži v odgovornem, ne, odnosu, in drugo to, in ta timing, da imate 1 uro na teden zase. Ker pa jaz pa sem v vzoru neko raziskavo, stara 3 leta, med mladimi poslovnimi ženskami v Sloveniji, kjer so večina jih je odgovorila, da si na dan vzame zase 10 minut časa dnevno. To pomeni back v delo oziroma back v pridnost. In to ni dobro. No. To je pa velik problem, ja. To je pa moja najtežji problem. Ne. Na izobrazbo se ne gre za, na licenc ni, ne, ja. V bistvu so osebna priporočila, ampak je pa tudi, ljudje rabimo različne ljudi, ja, v principu. Ne. Tako da je to res težko, strinjam se. Poklič pa me vpraš. Kaj pa če bi ti popoldanski SP odprl? Joj, Mislim, pa si imel kdaj takem? Ne, pa smešno, zdaj enkrat lani sem, ne 2 let nazaj, sem se spomnil, včasih je iskala neka revija Antena, zdaj starejši tle se bo kdo spomnil. In not so bili ženitni oglasi, v smislu, ljudje so iskali drugega, ampak s fotografijo so iskali. Ne. In zdaj, kot mi pravijo, ne vem, na Tinderju morate biti mišičast, pa tako, pa nekaj na vrh Triglava slikati, ne. Takrat so bile pa ženske, so se slikali v kuhanj s štrudlom. Da. Moški pa zelo zanimiv, sem fasciniran, pa reven sem brez službe, iščem žensko, ki me bo vzela, pa mi dala ta štrudel. In mi je bilo fascinantno, kako se je ta samoprezentacija spremenila. Ne? Pa sem rekel, potem mu narediti en dokumentarc, zdaj mu narediti pač ljudi, ki so takrat iskali partnerje, pa zdaj, ne, pa dajmo dajati.
In potem smo res začeli neke pogovore delati in potem sem jaz to predal eni prijateljici, ona to dela naprej, ker jaz ne morem žalostnih zgodb poslušati, hudiča. Resno, tako da ne, evo, ne nam odprl popoldanskega, sorry. Ok, še kakšno vprašanje? To je to, zdaj bo počasi zaključiti. Ful, hvala, ko ste prišli, res. Hvala tebi, veš. Ej, Miha, hvala tebi. Upam, da nisi trpel ful. Ne, Ok. ful nisem trpel, oziroma trpel mal pa. Hvala lepa, Miha Mazzini, vedno v veliko veselje.